Gospod predsednik, s kakšnim namenom ste pripravili tokratno 21. humanitarno akcijo slikopleskarjev, ki je v bistvu tudi mednarodnega značaja? Namen letošnje 21. akcije je sledeči. Nameravali smo združiti strokovnost, energijo in pa znanje Evrope. Tako imamo gostujočih 7 držav in skupaj bomo izvedli 21. mednarodno humanitarno akcijo in pa tekmovanje slovenskih slikopleskarjev v osnovni šoli v Ormožu. In koliko slikopleskarjev sodeluje v okviru te akcije? Danes imamo na tej lokaciji 140 prednih in strokovnih parov rok iz 7 držav. Koliko domačih, koliko tujih? 52 je gostujočih članov, ostali so pa domači. Moramo upoštevati, da imamo tukaj tudi šole, gradbene šole iz 7 držav, kjer se izvaja poklic slikopleskarja, in pa 2 domače, to pomeni srednja gradbena šola iz Kranja in pa iz Maribora. Tako da smo zelo ponosni, kajti do sedaj je prvič, da imamo toliko mladine z mentorji prisotne zraven, kajti zdi se nam prav, da jim predstavimo naš poklic, kajti vzgledi vlečejo. Pustimo slabe in pejmo z dobrimi naprej. In ravno to se odraža danes tukaj na tej lokaciji v osnovni šoli v Ormožu. Akcija pa poteka pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice. Res je, akcija poteka pod okriljem sekcije slikopleskarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici iz Ljubljane, kajti je tako obsežna, da je nemogoče si zamišljati, da bi jo kakorkoli drugače bilo možno speljati. Tokrat vam je v pomoč tudi predsednik Državnega sveta. Res je, zelo smo počaščeni, da nas je obiskal tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovsa in nam pristopil na pomoč. On je otvoril današnje dogajanje tukaj v osnovni šoli in pa tudi takoj zatem poprijel za orodje, za delo in se takoj lotil izvedbe stenske poslikave, kajti to bo spomin tudi naslednjim generacijam, naslednjim rodovom, kaj se je dogajalo 29. novembra 2019 tukaj na tem mestu. In to bo trajni spomin in še enkrat ponosni smo na njega. Kaj vam pomeni, gospod predsednik, ta humanitarna akcija v osnovni šoli Ormož? Jaz mislim, da je to en tak zelo dober projekt Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in sekcije slikopleskarjev. Obrtniki pokažejo ljudem svojo humano plat, ne gre nam samo za denar, ne gre nam samo za to, da delamo in zaslužimo, gre nam tudi za to, da naredimo kaj dobrega za skupnost, za ljudi, za otroke, za starele, nemočne. Ena izmed akcij, ki bi lahko sledile tudi druge stanovske organizacije, vsak po svojih močeh in vsak na svojem področju. Upam, da se bo tudi kakšna druga tako prijela, kot se je tale slikopleskarska. No, stojite za svojim umetniškim delom? Ja, nekdo bi rekel, da je lahko celo avtoportret. Gre za vodnega bivola, maskoto osnovne šole, tu v Ormožu. Nekako so mi zaupali, da sem jo pobarval v originalnih barvah. Upam, da je uspelo, če ne, so pa tu mlade pridne roke, ki bodo ki nadaljujejo z delom. Ja, lepo. Hvala lepa. Gospa ministrica, kaj torej vam pomeni ta humanitarna akcija tukaj v ormoški osnovni šoli? Ja, meni seveda ta akcija pomeni še prav posebno dodano vrednost iz 2 vidikov. Prvič, ker sem presenečena resnično na dimenzijo te akcije in na tem, koliko vendar zmoremo še tega nekakega skupnega interesa potem, da prispevamo v javno dobro, da pomagamo na ta način javnim ustanovam in da združujemo toliko različnih ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Še prav posebej presenetil me je podatek, da prihajajo ljudje iz toliko različnih evropskih
evropskih držav in pri tem projektu sodelujejo. Drugi vidik, ki mi je pomemben, je pa prav gotovo ta, da je to moja osnovna šola in da sem izjemno vesela in počaščena, da so jo letos izbrali za tisto šolo, v kateri seveda želijo prispevati, pustiti ta pečat dobrodelnosti. Zato sem se tudi sama z veseljem odzvala temu povabilu, da s svojim skromnim prispevkom seveda tudi jaz pustim svojo sled na enem od osnovnošolskih zidov. Hvala lepa. Z veseljem pridem, že 20 leto hodim že, tako da pa srečam stare prijatelje, pa se malo podebatiramo, malo kak je, pa uživamo to. Pač to je, bi rekel, delo stoletja. In se vse življenje ukvarjate z malarijo? Jaz sem profesionalni obrtnik bil. Jaz sem bil 28 let obrtnik. Zdaj sem pa že upokojil. Tako da že uživam že 10 let skoraj. Tako da rad, če pridem takle med... Zdravo pa je, da še zmeraj ostajate dejavni. Ja, se zdaj pravim, dokler bom lahko, bom sodeloval, ker mi je pač... Saj vidim, celo Slovenijo sem že skoraj obhodil, kar se tiče teh bolnic pa teh humanitarnih akcij. Ja, super. Da je zanimivo, po svojem. Gospod župan, kaj vam pomeni ta humanitarna slikopleskarska akcija za vašo občino? Gre za en zelo pomemben velik dogodek, srčnost humanitarna se je združila, tu je res velika zahvala vsem slikopleskarjem, da so nam to napravili, da nam to omogočajo. To je velik doprinos za samo osnovno šolo v Ormož, namreč obnova je bila nujno potrebna in toliko humanitarnosti, toliko srčnosti tukaj vložiti te prostore za naše najmlajše pleskati, je res pohvale vredno. Tako da velika zahvala vsem in pa ta projekt je ogromnega pomena za našo občino. Zdaj pa še mlade moči. Ste vesele, da se ta humanitarna akcija dogaja tudi v vaši osnovni šoli? Zelo vesela. In smo tudi zelo vesela, da lahko pomagamo. In kateri razred obiskujete? 8. 8. Skoraj do na koncu, ne? Dobro. Še naprej veliko uspehov v šoli in v življenju sploh. Svidenje.